Pred odhodom domov smo se odpeljali še na kras do gostilne Skok. Gostilna ima kar 50-letno družinsko tradicijo, njihova skrivnost pa se skriva v pripravi sezonskih jedi iz lokalnih sestavin. Velik del sestavin pridelajo sami. Mama bolj vrtnine, oče ima te njive pa živali, pa jaz imam gostilno čez, pa še kar je sobe, ima še tudi mama in oče, kar je. Pa gremo, zdaj sem na 12. leto, ko sem tukaj, tako. Sicer sem pa itak bila rojena v gostilni in až to itak imaš v krvi, bi rekli, ne. Tako da imam zaposlene ljudi, imam 5 zaposlenih, ne. Ampak je tako skupaj ustvarjamo. Imam pa ful rada tudi užitne divje rastline, kar se mi zdi potrata, ko imamo toliko, imaš tukaj, ko gledaš, ne, in potem bom jaz hodila kupavati špinača v trgovino, se mi zdi za malo. Rečemo, zdaj smo že drugo leto, ko imamo na rednem meniju poletnem pesto, ki je narejen iz regačice ali pa iz koprive. Ta je tako, kako je v vredni ponudbi, recimo, da sem eno rastlino tako jeti, imamo pa eno novost, ki smo letos spomladi poskusili. Mislim, vedno več je porast tudi veganov, tako da smo se odločili, da imamo recimo juho, da ne uporabljamo več masla, ne? In potem enostavno ta dnevna, ko je bučkina ali ta, ne? Če ne dodaš masla, je lahko vedno za vegana tudi, ne? Tako da smo se odločili, da pač masla ne uporabljamo tam. In drugo pa je ta zelenjavni polpet, ki smo v danskem času jedili z divjimi špargi, pa kremo koprivno. Zdaj pa je krema regačice, pa zelenjavni ni z divjimi špargi, ampak je polnjen z mešano zelenjavo. Sestavine glavno pri zelenjavnem polpetu so čičerika in proso, pa zelenjava, tudi 3 sestavine. Moram reči, no to so te bučkine špageti, ki bomo kasneje snemali pa naredili, da jih malo pa pokušimo. Na vrtu za gostilno pridelujejo domačo zelenjavo, ki jo uporabljajo pri kuhi. Na soli se jih pusti čakati, v ponvici ločeno delamo mako, lisičke prvo fajn popečemo na olivnem olju, potem jih solimo, popramo, potem jih sotiramo z brandijem, da dobijo malo bolj sladkast okus, ker drugače lisička je nevarnost, da malo zagreni, da povleče na drugo smer. In potem dodamo to zelenjavno kremo, ki jo prej naredimo, je ločena sestavina, v bistvu pa je mešana poletna zelenjava, pečena in potem spasirana, pregletena, da pride lepa krema in dodamo vodo. Zelo je enostavna priprava, razen zelenjavne kreme, ki je treba pred postopek pripraviti. In zato je lahko sveže narejeno, za vsakič narediš porcijsko lepo, za vsakega koliko treba. Naša hiša je poznana po tem, da režemo izključno na roko pršut. Naše potepanje se je tako zaključilo. Zamujene posnetke lahko najdete na Facebooku ali pa na YouTube kanalu Kuharski ninja.